Mitja se iz otroštva spomnim kot zelo inteligentnega človeka. Najrisanka mu je bila Dexter's Laboratory, iz tega sva se tudi angleščino učila, midva prek Cartoon Networka, pa pol sva se vedno tudi igrala, on je bil Dexter, jaz sem bila Didi iz risanke. What does this button do? Please, do not push the button. Jaz bi rekla, se od nekdaj spomnim, da ga je zanimal film. Odkar je bil Kolosej, od začetka Koloseja sva šla vsak vikend skupaj v kino, tako da vedno ga je zanimal film. Gledališče pa mislim, da ko je začel dramsko skupino na Ledini hoditi. Mitja se je zanimal za gledališče že v srednji šoli. Mislim, da je bil član impro skupine, ledinske impro skupine. Potem mislim, da je sodeloval tudi pri zgodovinskem krožku, kjer so postavljali neke predstave. Pa tudi, če se ne motim, je bil član gledališke skupine Carpe Diem pod vodstvom profesor Vere Bizjak. Skupaj sva uprizorila eno dramo z naslovom Cimcipelonika. To je bilo že takoj po srednji šoli. Mislim, da že prvi letnik fakultete. A bil je to zelo zanimiv proces sodelovanja pri predstavi, ker je bil tekst tako nekako zelo modernističen. Veliko absurda je bilo, a ne tak nesmiseln jezik in smo lahko veliko spreminjali. Ja, Mitja je človek, predvsem, ki je zelo, zelo vljuden in prijazen, kar pomeni, da zjutraj, ko jaz pridem, ko ponad vedno pridem vsaj uro, pol ure prej, je on skoraj že tam in vedno vpraša, če bom kavo, če sem v redu. Podobno se zgodi po koncu vaje, če še kaj rabim. Tako da v bistvu je prvi človek, ki ga sploh imam rad kot asistenta. Super mi je, ker se razumem z njim brez besed in mi ni treba ga spraševati, kako se ti pa kaj zdi, ker pač naravno zato, da me kdo hvali in imam rajši, da je pač se mi pove, da nekaj mu ni všeč in mi te to rad pove z molkom. Ko sem ga spoznala, se mi je takoj priljubil, še preden sem nekje poznala oziroma se začela poglabljati v njegove drame in njegovo delo. Se pravi, se mi je zdel nekdo, ki verjame v umetnost, ki si želi delati umetnost, naj si bo to pisanje, naj si bo to gledališko uprizarjanje, režija, kakorkoli že, ampak recimo nekdo, ki ga umetnost resnično zanima. Mitja je tudi igralsko zelo nadarjen, se mi zdi tudi to potrebno izpostaviti. V dramah pa bi jaz rekla tako, zelo dobro piše dialog. In ta njegov dialog je živ, je stvaren, liki so živi in zelo se osredotoča prav na tako osebne odnose, na osebne odnose ljudi, ki se, bom rekla, znajdejo v nekih bizarnih kontekstih. Super mi je, ker se z njim v gledališču ne pogovarjam veliko, se pogovarjam o drugih stvareh, o knjigah, politiki, o glasbi, o filmih. To so vse stvari, na katere se on znova spozna. On je zelo načitan, zelo nafilman, zelo namuskan človek. Zelo si želim, da bi Mitja pač nekako tudi ostala gledališka smetana, ne govorim zdaj v narekovajih, nekako dojela in sprejela kot pomembnega človeka k razvoju slovenske kulture.